V Benetkah je sredi trga Svetega Marka izbruhnil pretep med natakarji ene od kavarn in turisti. Saj ne vem, a Italijan tako naredi, preden te mahne ali po? Spopad naj bi izbruhnil, ker so mimoidoči turisti hoteli uporabiti stranišče, ne da bi v lokalu tudi kaj popili, a jim natakarji tega seveda niso dovolili. Jaz razumem gostince, dajte pomisliti, kakšen vonj bi se širil z njihovih skretov, če bi jih vsak dan uporabil milijon mimoidočih turistov. Razumljiva je pa tudi zagata turistov, ne? Te v mestu na vodi slej, ko prej pritisne na vodo. Bi pa morali vedeti, da se to ne rešuje na glavnem trgu, ampak v stranski ulici, ne? Vsaj za fante to velja. Kako pa problem rešujejo punce, pa še danes ne vem. Pošljite mi kakšno fotko punce. Vlada je kljub drugačnim napovedim sklenila, da brezplačne vozovnice za javni promet za upokojence ostajajo. Na ministrstvu pa medtem iščejo rešitve, kako zagotoviti sedež tudi preostalim uporabnikom avtobusov, predvsem šolarjev in delavcem. Ti namreč pogosto ne morejo v šolo ali službo, ker vse sedeže zasedajo skupine upokojencev, ki hodijo na izlete. Neuradno naj bi šolarje prevažali kar s tovornimi vagoni. Evropski statistični urad je objavil, kdo v Evropi dela največ in kdo najmanj. Po raziskavah najdlje delajo Grki, Slovenci pa smo jim takoj za petami v družbi z Romuni in Bolgari. Najmanj pa so v službi Nemci, Danci, Norvežani in Nizozemci. Hkrati pa zaslužijo največ. Valjda znajo cajt boljši izkoristiti, ne? Se pač ne ukvarjajo z vaškimi stražami, pa streljanji, pa z levico, pa z zamudami vlakov, pa ne vem s čim. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.